Temeljno izhodišče Foruma romskih svetnikov Slovenije za današnjo tiskovno konferenco je upoštevanje realnih problemov in primarni interes zagotavljanja enake stopnje varnosti za vse. Odločno obsojamo nasilje, ki ga izvajajo posamezniki znotraj romske skupnosti. Vsako nasilno dejanje je nedopustno in vredno obsojanja. Istočasno pa odločno zavračamo vse insinuacije in interpretacije, ki vso romsko skupnost a priori opredeljujejo kot varnostno problematično. Takšna posploševanja so nevarna in ne odražajo realnosti. Velikokrat slišimo, da se romska skupnost oglaša premalo. No, tokrat se oglašamo tako Forum romskih svetnikov kot tudi Svet romske skupnosti. Besedo pa bodo dobili tudi župani iz Pomurja, ki ure in ure uspešno vlagajo v razvoj romske skupnosti, pa se jih pri rešitvah skoraj ignorira in njihov glas se ne sliši, kot da si nihče ne želi slišati. Danes se oglašamo iz Pomurja, regije, ki se vedno znova omenja kot primer dobre prakse. In to ne naključno. Za tem stoji dolgoletno uspešno delo lokalnih skupnosti, mislim na občine in institucije, zavzeta in odgovorna romska skupnost ter strpna širša lokalna skupnost. Vsi skupaj smo dolga leta delovali z roko v roki in dosegli stopnjo integracije, ki jo dela bistveno drugačno od situacije v jugovzhodnem delu Slovenije. Nažalost pa se posledice dogajanja na jugovzhodu države in razprav v parlamentu žal čutijo tudi v naši regiji. Ne moremo in ne smemo pristati na to, da nekaznovanje nasilja in nasilna dejanja postajajo vzorec za mlade v Pomurju. Prav tako ne moremo sprejeti, da neučinkovitost občin v jugovzhodnem delu Slovenije postaja dober izgovor za nevlaganje v romska naselja, kar poglablja probleme, namesto da bi jih reševalo. Nenazadnje pa ne moremo pristati na to, da priprava in najava pomembnih ukrepov na nacionalni ravni ostajajo le na papirju brez konkretne realizacije. Zato bomo danes, spoštovani, predstavili naša stališča in pozive k premišljenemu in odgovornemu reševanju izzivov. Mogoče rdeča nit današnjega sporočila je, naše ključno sporočilo je jasno. Mi v Pomurju si ne želimo, da bi se slabe prakse prenašale iz jugovzhodne Slovenije v našo regijo. Nasprotno, želimo si, da bi se dobre prakse iz Pomurja prenesle v jugovzhodni del Slovenije. Danes so tukaj z nami župani občine Dobrovnik, gospod Marjan Kardinal in gospod župan občine Cankova, Danilo Kacjan, pridružil se nam je pa tudi Jože Horvat Muc, predsednik Sveta romske skupnosti. Torej, kot rečeno, napačna percepcija problema ne razreši domnevnih težav, temveč jih ustvarja na novo. Prav tako je tvegana strategija nekaterih civilnih iniciativ v jugovzhodnem delu, ki vzroke težav iščejo predvsem ali zgolj v predsodkih, ksenofobiji in drugih miselnih stanjih, pri tem pa ignorirajo realnost težav, s katerimi se ljudje v romskih naseljih in njihovem sosedstvu dejansko tudi soočajo. Osredotočiti se moramo na lokalno realnost, saj je le tako mogoče spodbujati izboljšanje odnosov in medsebojno zaupanje v možnost dobrega romsko-slovenskega sosedstva. Danes želimo tako romska skupnost kot občine iz Pomurja jasno sporočiti, da je potrebno delati drugače, kot smo delali v Pomurju, in ne želimo, da se slabe prakse prenašajo iz jugovzhodne Slovenije, temveč dobre prakse iz Pomurja v jugovzhodni del Slovenije. Kot predsednik Foruma romskih svetnikov se udeležujem skoraj vseh sej in sestankov v Ljubljani in drugod po Sloveniji. Velikokrat moram poslušati, da se mora romska skupnost bolj aktivirati. Težko je, vendar kljub temu danes želim sporočiti 3 ključne zadeve. Prvič, vzpostavitev reda in miru v romskih naseljih ter prevzem odgovornosti. Nujno je, da se z takojšnjimi ukrepi in intervencijami očisti romska naselja kriminala. Poudarjamo, da niso vsi Romi problematični, vendar je vzpostavitev reda in miru v naseljih ključna za izboljšanje varnosti tako znotraj romske skupnosti kot tudi v širšem okolju. Pri tem morajo Romi prevzeti svojo odgovornost tako do lastne skupnosti kot tudi do širše družbe. Zato od policije pričakujemo takojšnje ukrepanje in kaznovanje tistih, ki ne spoštujejo zakonov in norm. Drugi sklep.
Takojšnje reševanje infrastrukturnih pogojev v jugovzhodni Sloveniji. Občine v jugovzhodnem delu Slovenije morajo končno prevzeti odgovornost in pričeti reševati probleme infrastrukturnih pogojev. Vkolikor niso uspele rešiti legalizacije romskih naselj, naj se takoj najdejo nadomestna zemljišča, ker bo mogoče urediti legalna naselja. Če občine tega ne morejo ali ne želijo, naj država za interventnim zakonom prevzame zadevo in uredi naselja v posameznih občinah. In kot točka 3, realizacija zastavljenih vladnih ukrepov. Od Vlade Republike Slovenije pričakujemo takojšnjo realizacijo vseh zastavljenih ukrepov, ki jih je predvidela. V preteklosti smo slišali številne predloge in najave, vendar pa je realizacija teh ukrepov še vedno pomanjkljiva. Čas je, da besede preidejo v dejanju. Torej, toliko v uvod, jasno sporočilo. Naj še omenim, da je v bistvu sklepi so izoblikovani z vsemi 20 svetniki v 20 slovenskih občinah. Naj povem, da v teh naseljih živi, v 86 romskih naseljih živi 8600 Romov in to je jasen podatek, da 3/4 Romov prav živi v teh romskih naseljih, ki so pa več ali manj na jugovzhodnem delu v bistvu nelegalna. Podoben dogodek se bo zgodil za Belo krajino v Metliki v prvi polovici avgusta in konec avgusta pa v občini Ribnica, torej bomo še v bistvu zadeve ponovili v tistih področjih, ker pa resno težava ni enostavna. Če se tukaj zdaj na kratko dotaknem izjav, ki jih je dal moj predhodnik, praktično v Murski Soboti, v mestni občini Murska Sobota ne beležimo že vrsto let nobenih problemov. Integracija romske skupnosti je zelo uspešna, ampak pri tem moramo poudariti naslednje. Kot je kolega Darko povedal, nekateri ukrepi se lahko izvedejo hitro, se pravi, da se vzpostavi red, da se kaznuje tiste, ki ne spoštujejo zakonov, tako kot to delamo pri neromih, se mora isto izvesti pri Romih, praktično pred zakonom smo vsi enaki. Drugi del pa je vzpostavitev naselij, infrastrukture in tako naprej. Tukaj pa govorimo o dolgoročnih ukrepih. Namreč v mestni občini Murska Sobota tole integracijo izvajamo že desetletja. Vzpostavila se je z prvim romskim vrtcem in najverjetneje bodo po enakih korakih oziroma po enaki poti mogle iti tudi vse ostale romska naselja na jugovzhodu Slovenije, kajti prva stvar je infrastruktura, da so lahko tisti otroci, ki bodo prihajali v šolo normalno, bom rekel, opremljeni z vidika, da imajo vse potrebščine, da imajo vse, kar potrebujejo za šolo, potem da je sama higiena na voljo, ker drugače vemo, da te družba izloči in če bomo želeli tudi tam vzpostaviti tako integracijo, je vzpostavitev romskih naselij in teh primarnih pogojev nujno. In potem lahko čez leta praktično, po mojem mnenju, pričakujemo neke rezultate. Zdaj, da bi se vse to zgodilo čez noč, je praktično nemogoče in govoriti o recimo oboroževanju in spodbujanju nasilja je, bom rekel, z mojega vidika nenormalno, kajti nasilje bo rodilo samo novo nasilje in praktično s tem bomo povzročili dodatne težave. Ljudje se bodo upirali na izjave ljudi, ki so na nekih položajih in bodo rekli, ok, če me pa, ne vem, poslanec prepričuje k oboroževanju, pa se dajmo oborožiti in pol uporabimo silo in s tem ne bomo naredili nič drugega. Saj na koncu koncev nas o tem nam pričajo tudi vse vojne, ki trenutno potekajo, ne. Mislim, na nobeno nasilje noben ni odgovoril z drugim kot z nasiljem. In praktično na tem mestu mi je tudi žal za to, kadar v medijih ali pa tudi na strani vlade, države, kakorkoli,
slišimo, da pač vse Rome mečejo v isti koš, ne. Praktično mnogo romske populacije je zelo dobre, delovne, pridne in če bomo obvladovali tisto manjšino, ki jo najdemo tako v romski populaciji kot v neromski populaciji, ki povzroča težave, ki povzroča probleme, potem mislim, da smo na dobri poti, da vzpostavimo nek red in pa normalne pogoje za sobivanje. Kakorkoli, ko razpravljamo o romski skupnosti, pa tudi o sobivanju oziroma potem vedno izhajamo iz dejstva, da je zelo nevarno in tudi nepotrebno in moramo skrbeti nenehno, da se niti politični, niti šolski, niti javni govor v bistvu ne usmeri v tisto smer, da bi se delili na mi, na oni, na naši strani, na njihovi strani in to, kar se je zgodilo v jugovzhodnem delu, pa je prišlo do zelo težavnega sobivanja, predvsem zaradi tega, ker je prevladalo kritično, prisilno razmišljanje v tej smeri, da so se že začeli deliti na homogeno skupnost ljudi in seveda posledično tudi na kategorijo ljudi. In to je tisto, kar v bistvu je podžupan tudi podčrtal v svoji izjavi. Torej, če ni doseženo medsebojno spoštovanje, ni doseženo, bi rekel, neko skupno sobivanje, potem eskalirajo pač tovrstni problemi. Seveda se pa strinjam, za kazniva dejanja so ljudje, ki imajo priimek, ki imajo ime in se ne smejo v bistvu kriviti celotno romsko skupnost za posamezna dejanja, ki jih v bistvu znotraj romske skupnosti izvajajo tudi naši pripadniki. Naslednjo besedo bi moral dobiti predsednik Sveta romske skupnosti, moral je oditi, tako da se je opravičil. Besedo dajem županu občine Dobrovnik. Da ne boste pričakovali seveda od mene nekaj tistih besed, ki jih v tem trenutku seveda že vsi slišimo, ki vsi ponavljajo, to je napaka. Hočem povedati, da seveda bolj se bomo s tem ukvarjali, torej javno ali neodgovorno ali bom rekel tudi iz vidika nepoznavanja situacije, več težav si bomo seveda še v prihodnosti nakopali. To je prvo, kar je v meni kot dolgoletnega župana dvojezične občine Dobrovnik nekako že jasno nekaj časa. Mogoče razmislek, tisto, kar pomeni biti enaki med enakimi ali pa zraven dodati biti tudi odgovoren, je zelo pomembno. In še eno, kar smo se tudi pogovarjali na nedavni konferenci v Dobrovniku, torej nič brez Romov o Romih. To je zelo pomembno razmišljanje in potem v takem trenutku seveda tisti, če to razumemo ali pa se trudim razumeti, je potem tudi lažje nekatere stvari dojemati oziroma biti v nekem sožitju med vsemi nami. Namreč pred nekaj časa, recimo znate, da je občina Dobrovnik dvojezična, da skupaj živimo Slovenci, Madžari, Romi, pa sedaj počasi tudi druge narodnosti in da je res nekako to sožitje, to strpnost, razumevanje, res treba biti zelo, zelo pozoren, pa tudi odgovoren in hvala Bogu, no, da smo nekako, upam, preživeli malo drugačno razumevanje, kar se tiče narodnostnega vprašanja in takrat se rekel, Bog ne daj, da se pa zdaj začne romska zgodba. In glejte, ni bilo verjetno dan, dva ali teden dni, se je seveda žal potem, če lahko tako rečem, na jugu, ne, oziroma na Dolenjskem začela zgodba, o kateri se danes želimo pogovarjati, o kateri seveda, bi rekel, na nek način res strogo obsojamo, da niso mogli najti toliko volje, toliko odgovornosti, toliko strpnosti, vsi skupaj. Ne? In če živimo vsi skupaj, potem seveda je treba se poskušati še bolj pogovarjati, še bolj biti toleranten, čeprav vem, da je to težko. Na drugi strani pa seveda vsi pričakujemo, recimo od občin se pričakuje, morate razvijati, se treba je delati, treba je, ne vem, marsikatero investicijo, ki so tudi vezane na romsko problematiko narediti. Glejte, moje osebno gledanje, pa tudi vztrajnost naše občine v tem, da tudi če pride do kakih težav, da zaenkrat probamo seveda z pogovori
z strpnostjo to urediti. Seveda ni težko, ni lahko, ne. Je pa res pač, da pa če se splača vztrajati, potem je tudi lahko dolgoročno uspeh zagotovljen. Pa še nekaj bi rad povedal, vztrajamo vsi skupaj, probajmo tudi preko vlade, preko vseh odgovornih, to, kar je že župan direktno povedal, se pogovarjati naprej. Naj nam ne sme biti žal teh naporov, ki bi morali sedaj slediti na vseh ravneh. Mogoče je pa tudi to, kar me zdaj včasih prešine, težava v nekih osebnih zadevah, ki so se sedaj seveda potem začele dogajati na splošno. To se ne sme dovoliti. Torej osebne zadeve, privatne zadeve ne smejo priti kot neka zgodba, ki je vse splošna. Ne sme se to dogajati, dragi moji. In še nekaj, gledajte, toliko je mladih, tudi ti mladi, tudi v teh družinah, ki se zdaj nekatere stvari dogajajo, bodo imeli to v sebi še potem, ko bodo odraščali. Zato je nekatere stvari seveda treba počasi umirjati. To je tisto, kar potem jaz upam, da bo na Dolenjskem zavladal mir ali pa vsaj zatišje, da bi se potem lahko nekako umirjeno pogovarjali pa živeli naprej. Pa še enkrat, jaz bi rekel, pa se res zahvalil vsem mojim kolegom županjem pa županom, da v Pomurju poskušamo skupaj seveda, z vsemi vami vodstva Romov v regiji, da peljemo res strpno zgodbo naprej, tudi v takih trenutkih. Tudi v takih trenutkih. Ker lahko se zgodi hitro, ja, zakaj pa ne bi mi tudi nekaj, mogoče nekatere. In to se ne sme zgoditi in takrat seveda ne smemo z neko trdo roko pravice, ampak najprej z pogovori. Da se ugotovimo, zakaj se gre. To je mogoče manjkalo na Dolenjskem, upam pa, da se bo to zgodilo in če boste seveda najprej vi, če je potrebno. Jaz bi rekel celo mogoče en apel na skupnost občin Slovenije, da tudi preko te zgodbe potem imamo tam komisijo za romska vprašanja, pa še kaj, da govorim seveda o občinskih zadevah, o lokalnih zgodbah. Torej vlada, pa ministrstva, pa resorne ustanove, pa naj tudi svoje naredijo, kar morajo narediti. Sključno seveda z vsemi socialnimi službami, pa še z kom. Moji predhodniki so že toliko povedali, da je težko kaj pametnega dodati. Vendar jaz mislim, da je zadeva proces. Jaz sem zdaj 47 let v Prekmurju. Ko sem prišel v Prekmurje, pa ko sem prvič spoznal romsko populacijo, pa danes je glih tak, če bi se pelo po infrastrukturi, ki morajo uporabljati Garmin. Ampak to je proces. Verjamte mi. Nedopustno se mi zdi, da v eni mali Sloveniji potenciramo posamezne dogodke, kjer se dogajajo tudi izven romske populacije. Vsi, bilo kako nasilje, ne glede kdo ga naredi, morajo pristojne inštitucije, kateri moramo tudi zaupati. Če ne zaupamo, jih moramo menjati. Morajo povzeti svoje ukrepe in tudi dosledno proti vsakemu posamezniku ukrepati. V moji mali občini imamo 8 vasi, v 4 vaseh živijo Romi, pa ne Romi složno skupaj. Sploh ne vemo, kdo je. Jaz dostikrat tudi sem razočaran, da preveč poudarjamo romska populacija. Če ugasnemo luči, pa smo večer na veselici, sploh ne vemo, kdo je Rom, pa kdo ni Rom. Jaz poznam samo dobre pa slabe ljudi. Nič drugo. In dokler bomo mi tako zadevo potencirali, se nam ne piše nič dobrega. Marsikateri kriminal se tudi v tem trenutku zgodil v Sloveniji, pa bodo ga verjetno pristojne inštitucije obravnavale. Dejstvo pa je, jaz imam preko javnih del zaposlenih 6 Romov. Moram povedati, da sem ponosen na njih, ker so pridni. Jaz poznam, še enkrat poudarjam, samo pridne in dobre. Mi smo pred 2 letami na osnovni šoli profesorice glasbe zaposlili Romkinjo. Pa ne zaradi tega, ker je Romkinja, zato ker je dobra glasbenica. In tudi še druge stvari, ko mi delamo. Pri nas romska populacija pada. Število romske populacije pri nas pada. Pri nas v bistvu, jaz sploh ne vem, zakaj se toliko pogovarjamo o tej romski populaciji. Ker če dobijo ne Romi infrastrukturo, vodovod, kanalizacijo, optiko, tudi Romi dobijo. Pa vsi dobimo.
Mi se moramo začeti pogovarjati o druge stvari. Vem, da na Dolenjskem je čisto nekaj drugega. Ti, če nekoga daš v geto in ga 20 let paš v gesto, če kužek date 5 let na ketno, pa vam dol trga nekoga vgrizne. Mi moramo začeti razmišljati malo drugače. Moramo začeti pri koreninah. Osnova za preživetje mora biti delo. Pa ne glede, kaj človek opravlja v tistem trenutku. Ja še enkrat povdarim, in da jih imam 6 javnih delavcev, jaz sem skupaj zračunal v 7 letih, kaj sem jaz župan, vsi skupaj niso bili mesec dni na bolniškem. Sem zračunal tistih naših, ki niso iz te skupine, so bili več na bolniškem. Ampak za mene so oni ekipa, brez njih jaz ne bi mogel. In mi bomo mogli začeti ločevati pridobljeno pravico ali pa dobljeno pravico. Ker mi tiste, ki si pridobijo pravico, kaznujemo. Ker danes mi kaznujemo, ne delo plačujemo, delo pa kaznujemo. In dokler ne bomo prišli do spoznanja, tudi če bodo prišli, rečemo, na te male občine ali pa bilo kam, samo 4 ali pa 5 ur tja, pa da bomo se z njimi pogovarjali, pa z njimi šli malo ven, bar v tiste trenutki ne bodo razmišljali samo o negativnih zadevah, pa še pridobljena pravica. Spoštovani vsi danes tu zbrani, jaz mislim, da če jaz nekomu nekaj dam, bom tudi pravico odločati, zakaj mu to dam. Dokler bomo mi dali denar, namesto da bi dali za prehrano, za družbene, za učbenike, za plačilo vrtca, za plačilo čega, običajno vemo v teh družinah, kdo so tisti šefe. In na koncu kdo trpi? Družba. Tako da jaz res priporočam vsem tisti, ki bodo to gledali, da začnemo spoštovati delo, da začnemo spoštovati človeka kot človeka, ne kot, jaz sem Štajerec, pač v Prekmurju, že 47 let. Moram povedati, da mi ni slabo, ker sem se vklopil v to okolje in tudi vsi ostali, ki bodo tu živeli, bodo se morali vklopiti v to okolje, če bodo hoteli, da bomo živeli v sožitju. Pred nami so veliki izzivi, verjamte mi. Mi socialnih transferov v prihodnosti, če ne bomo imeli gospodarstva, ne bomo mogli izvajati. Ne bomo mogli. In smo pred velikimi izzivi, zato res apeliram na vse tiste, ki so tudi, zato ker smo jih izvolili, da jih imamo v parlamentu, da imamo v posameznih ministrstev, da začnejo razmišljati drugače. Mi vedno govorimo, koliko imamo tujcev in smo proti njim. Istočasno se ne zavedamo, če nimamo tujcev, mi lahko gradbeništvo stavimo. Ali nismo mi sposobni, da bi se začeli malo pogovarjati, pa tudi tiste ljudi malo zmotivirati in primerno plačati, da bi lahko tudi to delali. In ko bomo prišli do te stopnje, sem prepričan, da bomo imeli bistveno manj težav. Ker zdaj mene res moti, vem, da na Dolenjskem je situacija druga. Ampak za to zadevo, kaj jo zdaj delamo, verjamte mi, bo še zadeva samo slabša. Ne bo šla na boljše. Ker če ti nasilje vračaš z nasiljem, je isto, kot če na ogenj polivaš bencin. Tako da so pred nami res neki izzivi in da naj politika se enkrat malo zresne, naj malo pride tudi med ljudi, naj pride malo na obisk te male občine. In to nisem jaz naredil sam, to smo mi naredili skupaj, zato ker smo se znali pogovarjati, zato ker smo povedali, da tudi ne Romi niso vsi dobri pa idealni, pa da tudi vsi Romi niso tako slabi, da jih ne bi mogli pohvaliti, pa jih tudi povdariti. Tako da moja želja je, da v tem trenutku smo pred velikimi izzivi v Sloveniji in verjamte mi v celoten svetu, če bomo tako podžigali zadeve, se nam piše zelo, zelo slabo. Dostikrat me tudi moti, jaz imam na šoli še samo 17 Romov. Pri meni se ne zgodi, da bi kjer Rom ne prišel v šolo. Tisti, ki hodijo v šolo, so zelo dobri dijaki. Enkrat bi vas vse skupaj povabil, da pridete k meni na malo občino. Največje veselje mi je kot županu, ker ljudje tako nikoli vsi zadovoljni ne bodo. Ampak ko prije 70 otrok iz vrtca, pa ni otroka, da ne je prišel do mene, pa mi dal give me five. Pa ne glede na to, ali je Rom ali ne Rom, to mi je največje veselje. In če bi tako delali v Sloveniji, sem prepričan, da bi imeli bistveno manj težav. Tisti, kjer poznate Dubrovnik, mi smo torej pred 28 leti
med prvim poleg takrat že seveda zaselja oziroma naselja Pišča, ne, v Dobrovniki imeli prostorski plan in znotraj prostorskega plana že zaselje romske 2 zaselka, torej v Tuške seri pa proti Koblju, tisti, kjer ste že malo starejši. Ne. To je prva zadeva, katera brez da bi sploh še se pogovarjali o tem, da bomo imeli romskega svetnika pa tako naprej. Torej, to je ena zadeva. Potem druga zadeva je, ki vprašanje, zakaj ta neodzivnost, bomo rekli, lokalnih skupnosti. Sami vemo, da so v zgodovinskih zgodbah, seveda je Prekmurje sigurno malo drugačna zgodba, kot je na Dolenjskem. In tukaj zdaj ni treba iskati razloge, pa vzroke, pa upravičila, ampak seveda, bomo rekli, dokler ni problemov, rajše naj je tako, kot je. Ne? Torej, mogoče so se nekatere zadeve prepočasi odvijale, prepočasi odzivale, torej splošna zgodba. Na tiho se rekel sicer državne ustanove, skupaj z vsemi, pustimo zdaj samo policijo, tudi socialne ustanove, pa jih ne kritiziram. Ampak hočem povedati, da je v nekem določenem trenutku sigurno prišlo do nekega kratkega strika ali pa do pomanjkanja pozornosti, ne, pozornosti v teh samodružinah. Torej, iz teh posameznih zgodb so se pa potem razvile to, kar se sedaj razvilo. Vse tudi mi smo imeli v Pomurju določene težave, pa smo jih poskušali reševati, nismo jih pa dali na boben, to, kar je že, ne, si rekel ti, Danilo, ker je to treba reševati. Ne pa EPP z tega delate. To, kar se pa zdaj dogaja, verjemite mi, verjetno nimamo verjetno vseh podatkov, pa vseh informacij, koliko pa jaz vem iz preteklosti, ko sem še bil v tej državni komisiji, ne, Darko, se spomniš takrat, pa smo šli potem na ogled, ko pač prideš med te ljudi, bom rekel, se treba z njimi pogovarjati, ne, pa iskati počasi rešitve. Ampak še enkrat, ne želim, ne kritizirati, pa ne iskati zdaj neke razloge tiste, ker ne morem. Je pa res, še enkrat poudarjam, kakorkoli gledano, tu v Sloveniji smo, jutri se bomo spet mogli pogovarjati, jutri bomo spet skupaj živeli. Ok, danes smo skregani, ampak a želimo jutri skupaj živeti tukaj? Torej, začnimo čim prej reševati te probleme, torej je to nek apel pa prošnja, tudi za dolenjske občine, da pač, če pa je treba, pa bomo pač pomagali, če je treba, ne. To pa res, zakaj? Zato, ker živimo v eni Sloveniji, je že bilo prerečeno. Tako mala Slovenija, te si pa delamo neke probleme, ki sploh ni treba. Torej, da te malo dopolnim, nisi si upal vsega povedati. Torej, imamo občine, ki delajo in hočejo delati. Imamo pa občine, ki nočejo delati in ne delajo, svojo neaktivnost pa prelagajo na druge, vsi pa zraven gledajo in jih pustijo pri miru. Zdaj v tistih občinah, ker v bistvu občine ne delajo, nočejo legalizirati romska naselja, je romska skupnost prepuščena represivi, policiji, so tarča policije, dočim tiste občine, ki v prvi vrsti uspejo, bi rekel, jih umestiti v prostor po proceduri. Ti Romi so pa, bi rekel, objekt sociale, kot je župan rekel, objekt pedagoških delavcev in to se pozna na visoki integraciji. Tu imamo potem izobraženost, tu imamo zaposlenost, tu imamo davkoplačevalsko skupnost in to troje prispeva k dobremu sobivanju. Zagotovo, če se ne pogovarjaš, pride do eskalacije. In dialog je tisti, ki lahko prepreči marsikatero zadevo, žal pa več ne takrat, ko je zaradi pomanjkanja dialoga prišlo do nekega konflikta. Verjemite mi, poznam situacijo v vseh 20 občinah. Tudi je primer, ko mi župan reče, gospod Rudaš, če bom jaz kaj za Rome naredil, jaz lahko volitve pozabim. To je v bistvu nevarna izjava župana, ki v bistvu ne razume, da je tudi Rom v prvi vrsti občan. Ko pa svetniki ugotavljamo, kdo lahko več za Rome naredi, ali župan za svoje občane, ali država za svoje državljane, seveda, občina je tista, župan je tisti, ki lahko največ naredi za svojega občana. In te Rome je tam treba usposobiti do te mere, da bodo soprispevali
k proračunu, da ne bodo pač tiste dobrine, ki jih občina ustvarja za svoje občane, jih razdeljuje med njimi, da so tudi Romi prispevalci pri ustvarjanju teh dobrin, ki jih potem ponovno lokalna skupnost razdeljuje med svoje občane. In to je tukaj v Pomurju se zgodilo. In zato v bistvu jasno sporočilo pošiljamo tam doli. Da ne bo pomote. Romi v tej situaciji si lahko še največ pomagajo. Oni so tisti, ki morajo začeti. Občina in država. Ta trikotnik, če se sklene, potem lahko čez čas dobimo neko boljšo podobo romske skupnosti v jugovzhodnem delu Slovenije. Ti si rekel, da nisem upal vsega povedati. Veste, to, kar je Danilo prej povedal, vezano sicer na malo drugačno razmišljanje, ampak dejansko je pa isto. Mislim, da je nekdo rekel, da če ne bo do občine posegale pa reševale, da potem naj država to naredi. Ne. To je najslabše, kar se lahko zgodi. Torej, zakaj? Če so pomurske občine tiste, ki odgovorno delamo, se trudimo, pa tudi delamo napake, potem enako velja tudi za dolenjske občine. To ne smemo delati razlike, ker sem zdaj prišel iz enega sestanka vezano na pripravo regijskega prostorskega načrta v smislu tega, da bo zdaj regijski in da bo dopolnil nekatere manjkajoče dele in da bo potem država na mestu nekaterih občin pač iz pupov naredila, to je zdaj nekaj drugega. Vendar ne. Vsakša občina ima svojo odgovornost, seveda ob pomoči države pa vseh inštitucij. Tako se moramo pogovarjati. Drugače pa res, potem bo tudi mogoče malo pri nekaterih Romih pa posameznikih pač ne bo ravno tisto, kar si mi vsi skupaj želimo. Zato je treba vseeno se pogovarjati in dati toliko energije, ampak seveda, če se je 10 let ali pa ne vem koliko let pač malo zamujalo, zdaj pa je treba tisto energijo potem narediti pri teh občinah ali pa še nekaj, kar je na koncu najbolj pomembno, dragi moji. Če danes neka družina ali pa naš državljan nima pitne vode, to si pa ne smemo dovoliti. To je osnovno pravilo, pa nek človeka primerno življenje. Čeprav je težko, ampak moje razmišljanje je, da je pa tu treba napraviti konec temu, torej da ima naš vsak državljan pravico do pitne vode in do primernega življenja ali pa prostora, bivanjskega prostora. Vem, da je težko, ampak to bi se pa počasi že moralo zavedati, da to moramo narediti. Še vprašanja? Osnova je tudi nekaj, Moramo biti realni pa pošteni drug do drugega. Mi danes govorimo samo o pravicah. Imamo varuha človekovih pravic. Jaz sem razočaran, da nimamo varuha človekove dolžnosti. In če bi iz tega izhajali, ljudem ne pripada samo pravice, pa tudi dolžnosti. In če bi dolžnosti vsi bolj izpolnjevali, verjamete mi, lepše države na svetu nikoli Slovenija. Lepše, kot mi v Sloveniji živimo, nikjer na svetu ne živijo. Mislim, da mi v Prekmurju živimo najlepše. Imamo neokrnjeno naravo, ne rabimo ne vem kaj še. Jaz upam, da bomo znali to v prihodnosti tudi. Ampak osnova mora biti, verjamte mi, vedno je bil pregovor, kdo dela naj je. Kdo pa ne dela, pa si naj ravno tudi zasluži. Jaz vem, da imamo probleme, nekateri ne morajo delati. Ampak jaz res apeliram, da vse tiste, ki imajo. Mi se dosti kar dobre prakse gremo tudi v tujino, da ne bomo zdaj omenil, kjer je države, Če hočeš tam nekaj dobiti, moraš prvo nekaj za to narediti. Če tudi je zelo malo, ampak če tudi zelo malo nekaj prispevaš v družbi, pravi je zrno na zrno pogača, dinar na dinar pa palača. In če se bomo začeli tako obnašati, se bomo v prihodnosti lahko pogovarjali o lepših stvareh, ne podžigajmo več teh zadev, ker je to škoda za celoten slovenski narod, ker bomo še v tisti kraji, kjer se zdaj živimo složno, pa dobro, začeli bi sabo kregati na račun nekih drugih, tega ne smemo dopustiti, ampak moramo res biti dosledni, kaznovati vsakega posameznika, ne glede od je, kaj je, temu primerno, inštitucije morajo izpeljati svojo zadevo. Mene najbolj moti, ko vidim slovenske novice, najbolj brani tiskani mediji v Pomurju. Imamo pa samo rumeni tisk. Vejte mi, kdaj smo imeli že kaj napisanega, kaj lepega, kaj smo lepega naredili. In dokaj bomo mi tudi imeli same tako pikolovski odnos, da bomo iskali sama negativne zadeve, da pa pozitivnih zadev ne bomo znali izpostaviti. Tako dolgo bomo se mi težko
rešili nekega epiloga in vedno bo nekdo kriv, pa je kdo nišče. Zato, ker te inštitucije, ki so dolžne ukrepati, svoje naloge ne izpeljajo. Ne smemo dovoliti, da bo ulica odločala o prihodnosti romske skupnosti, namreč civilne iniciative z zelo nevarnimi pristopi, z transparenti, z napisi, na nek način jasno nosijo element stigmatizacije romske skupnosti. Samo za vašo informacijo, povabil sem vse civilne iniciative na obisk. Prišli so si ogledati puščo in ko smo se sprehajali po pušči, je eden pač iz prisotnih vprašal, no gospod, zdaj pa pridemo do romskega naselja pušče. Sem rekel, gospod, mi smo že pol pušče prehodili. Ne? Torej, sami ne vejo, da se da zadeva urediti, sami ne vejo, kako lahko situacija stoji, oni pa z nevarnimi igrami igrajo na čustva ljudi in izkoriščajo stisko romske skupnosti. Še kako vprašanje? Izvoliš. Gospoda Rudoša, mogoče ne toliko na konkretno situacijo, pa vendar, kakšno je vaše stališče romskih svetnikov do predloga zakona o romski skupnosti? Glejte, mi smo zakon dobili leta 2007 v tisti fazi, ko je eskaliral problem stroja. Takrat je vlada bila pritisnjena, prav iniciatorji so bili civilne iniciative, ki so postavili celo vaške straže in spostavljali varde proti Romom. In takrat je vlada v nekem hitrem postopku sprejela zakon o romski skupnosti. Seveda nameni so bili dobri, vendar iz delovanja zakona se je izkazalo, da danes več zakon ne služi romski skupnosti, ampak Romi služimo zakonu. Zakon je v bistvu potreben spremeniti, tudi zaradi tega, ker bodo znotraj v tem zakonu členi, ki bodo recimo lokalni skupnosti omogočale samostojno, ko gremo o urejevanju prostorskih zadev. Meni je predlog zakona o romski skupnosti, bi rekel, v tej fazi delno dober, sam sem pa povzoril, da sestava sveta romske skupnosti nikakor ne more držati na tej liniji, da bi avtomatično bili vsi izvoljeni svetniki člani sveta romske skupnosti. Jaz rečem, da imamo volilne imenike in svet romske skupnosti se mora neposredno izvoliti na neposrednih lokalnih volitvah. Sedež. Se ne strinjam, da se sedež seli v Ljubljano, sedež mora ostati tukaj v Prekmurju, v Murski Soboti. Zakaj? Zaradi tega, ker je v bistvu pač ta zadeva tukaj ustaljena in tudi zaradi tega, bi rekel, dobrega stanja, bo ta sedež lažje tukaj v bistvu deloval in upravljal svoje naloge. Tako da tudi ta zakon, predlog zakona, sprememba terja še neke dopolnitve. Končno tudi za svetom romske skupnosti smo dosegli, da smo pri postopku bili izločeni, sami Romi, in v nadaljevanju želimo zraven pač sodelovati in dobiti zakon, ki bo na nek način prispeval k izboljšanju in k urejevanju lažjih zadev za boljšo prihodnost romske skupnosti. Ja, ta pozitivna izkušnja nekako seže 30 let ali pa celo več nazaj. Romski otroci se morajo v šoli počutiti dobro, počutijo se enakovredni ostalim učencem, če so dobro oblečeni, če torej imajo možnost, da se dokažejo, in tako kot so se občine ob nastanku torej naše lokalne samouprave v 90. letih lokalne skupnosti posebej zavzemali, da bodo v romskih naseljih, vse goričke prekmurske občine seveda nimajo romskih naselij, ampak tiste, ki so se imele, so gotovo župani strmeli za temu, da se je njihova torej infrastruktura iz leta v leto izboljševala. Ne zelo na hitro, ampak se je. Kot smo slišali, če otrok doma nima teh osnovnih pogojev, potem tudi slab obiskovalec šole. In v Prekmurju, kar sem raziskoval v 90. letih, ni romskih naselij ali učencev, ki ne bi hodili v šolo, se pa v zadnjem obdobju tudi dogaja, da izostajajo več kot ostali. Kljub temu so pa rezultati, uspeh romskih učencev odlični.
Zadnja leta v vlogi ravnatelja sem se pa posebej ukvarjal s tem, da romske matere so tako nekako kultura, da otroka dajo od sebe šele, ko bo šel v šolo. Ampak romski predšolski otrok mora biti v vrtcu, da ne bo v prvem razredu imel tega manjka, ne? Ker če pride s 5. letom tisti pol leta, ko tudi Ministrstvo za šolstvo spodbuja, da lahko otroci pridejo brezplačno v vrtec, šele takrat potem težko ujame korak. V našem romskem naselju, kamor spada torej Osnovna šola Tiš, na romskem naselju Vanča vas Borejci, imamo diplomante, torej romske učence, ki so bili v osnovni šoli vsa leta odlični, prav dobri, ki so potem končali fakultete v Ljubljani, v Mariboru. Take družine in taki posamezniki potem vlečejo tudi ostale družine v romski skupnosti naprej in so neke vrste motor, ne. Mi na šoli pa potem, jaz kot ravnatelj si to dovolim, da poudarim, še posebej pohvalim takega učenca, romsko družino, njihove starše, včasih tudi tako malo bolj diskretno, da jih ne izpostavlja. Ker tudi sami pravijo, ne, mi nočemo nobenega izpostavljanja. Torej, ta izobrazba že iz vrtca naprej v šolo je potem tudi osnova, da si bo tak odrasli človek potem iskal zaposlitev. Hvala Bogu nas je reševala tudi sosednja Avstrija in delovna mesta, ko so se nekako naše tovarne mestne v Soboti zapirale in so se ti romski prebivalci in tudi vsi ostali znašli. To sem mislil. Jaz v bistvu se vsem skupaj najlepše zahvaljujem in verjamem, da bo tudi današnji dogodek vendarle tudi kaj malo prispeval k temu, da se bo situacija izboljšala na jugovzhodnem delu. Hvala lepa in lep dan ljudem.